Welcome to my crib. Ni glih crib, ampak je pa tak lušten stanovanček. Gremo kar naprej v moj living room. Tle preživljam največ časa. Gremo. Najbolj straklana čilika, edina punčka. Potem imamo pa tukaj še dva gospoda, načata in poršija, ki se ne pustita motati, kot vidite. Včasih zaradi tega človek v bistvu ne ve, kam bi šel na kavču, ampak važno, da se imajo oni fajna, ne. Veliko polštrov, obožujem polštre. Prej sem jih imela v spalnici in pa sem ugotovila, da v bistvu to vsak dan gor, dol, da to ni zame. Sploh pa kakšni tako, ko prideš recimo ob 3-5 zjutraj domov, ne, in pol takrat si tako, oh fuck, zdaj moram še s tem se ukvarjati. Tako da sem jih pol dejansko preselila v dnevno sobo in se mi zdi, da se v bistvu kar dobro razlijejo v tole okolje. Obožujem pastelne barve. Tole pa tako, če gledaš TV, kakran. Zdaj gremo naprej pogledati, kaj se dogaja v tile naši dnevni sobi. To je tak resni spirit, ki traja še v marec, ne, vse glede na vreme mi v bistvu ni za zameriti, ampak dejansko sem bila malo lena, da bi ga pospravila. Pa to tako polepša ambijenta, ne. Tlele se pa nahaja moja scratch map. Upam, da bo enega dne v bistvu cela spraskana, da bo tole vse, ne vem, sem že vse, mislim, da mi še kakšne stvari manjkajo, no, ampak moram se zdaj enkrat zavzeti spet pa to začeti rihtati. Gremo še v ta del stanovanja. Tole je moja draga kuhinja. Če sem čisto iskrena, jo zelo redko uporabljam. Pač to je življenje privatnikov, ne. Tako da na tem mislim, da sem slaba kuharca, ampak hej, sem včeraj delala banana bread. Presežem, da je užiten. Res dober mi je ratal, tako da predvidevam, da bo zdajle prišlo nekih snobitvenih, kako se že reče, snobitvene ponudbe, ker zataklilo se mi je že v sami misli na to. Ampak v glavnem realno, tako da včeraj sem pekla, fajn zadeva, tako da ja, kuhinjo bolj redko uporabljam. Hladilnik, kateri je tudi bolj kot ne za okras, dejansko moram prav paziti, da mi ne zgnijejo stvari in se pokvarjajo. Tako da zato prevladujejo take stvari, kot je ajvar noter, ker to se pač malo težje pokvarja, ne. Pa trajna mleka pa takole, ne, tole tukaj niste videli, to ni alkohol. To ne konzumiramo v tej hiši. To je pa moja jedilna miza, ki zaenkrat je bolj za okras, ne, ker jaz sem ena, tukaj je za 4 osebe, ampak mogoče s časoma, ne, se bo kaj zgodil. Ampak dobro zgleda, ne, pa še v ambijent, tako da to je važno, ne. A moram tukaj še kaj povedati? Aha, tole. Ena zelo dobra stvar tega stanovanja je sledeča. Da tole se zapre. In pola, ne, če imate recimo bad day ali pa celo slab teden, pa se vam njih ne da pospravljati. In kdo pride na obisk in sam cak, tole prestaviš tja, zapreš in folk ne ve, kaj se dogaja, ne. Edino, kar morate paziti, je to, da vam reče, kakšna hrana dolgo ne stoji, ker to se pač poha, ne. Ampak pri meni se ni zabrzati tega, ker jem bolj doma načo, ne. Aha, če smo že glih pri temu, tukaj imamo tablo, ne, za kakšne učne urice, ne, nisem se hecala, ne, nimam, ampak tlele moja nečakinja rada kaj načečka. Drugač pa ne pozabite slediti Instagram REENAAH, malo zakompliciran pomeni Rina, tako mene kličejo, ali pa na YouTube channel Rina Benček, subscribite, lajkite, lahko tudi hejtate, tudi taki morate obstajati, jaz vse sprejmem. Tako da gremo naprej na mogoče še moj ljubši del stanovanja. Moj drugi del dnevne sobe, kako da rečem, tukaj se je bilo včasih vse stene, to smo vse podrli, da je to zdaj vse en prostor, ker mi je ful fajn, da so taki odprti prostori, ne. In to je moja knjižnica, kot vidite, dejansko ne, to niso vse knjige, ki jih imam, ful rada berem. Tako da je tudi rada, ne da samo berem, ampak kupujem knjige, ker ne vem, rada jih imam, da je moja knjiga. In pa to tako lepo posortiram, jaz se malo hecam, da je to kot moj čebelnjaček, ki v bistvu res malo tako mogoče zgleda. Tako, rada imam tudi, sem kar taka mala umetniška dušica, tako da kakšne artistične zadeve se tudi tukaj najdejo. Zdajle sem razvila trenutno ljubezen do telih plošč, ki so se včasih vrtele na gramofonih, tako da zdaj vse, kar mi manjka, je še gramofona, ne, dejansko. Imam pa tudi neko idejo, da bi tele v bistvu tako na stene gor dala, ne, da bi, mislim, da bi to ful fajn prišlo v stanovanju. Tole je pa limited edition Rihanna, tako da na to sem posebej ponosna. In tudi se mi zdi, da kar fajn paše v ta moj čebeljak. Ja, kaj ne še tukaj povem, torbice, rada jih takole mogoče malo razstavim, ker mi fajn izgledajo, sem ljubiteljica furle, priznam, guilty as charged, pa tudi Karel, no, je zadnje čase moj ljubimec. Tako da to, kaj moram še tukaj povedati? Noč, v bistvu, to je tak nek moj izrazni del. To je v bistvu moja
delovna soba, slash dnevna soba. Itak imam vse tako odprt, kot sem že povedala. Računalnik, nobena znanost, tukaj imam jaz ponad zjutraj kavico pijem, gledam televizijo, malo v računalniku brskam, mažem se. Tako da, drugače pa ja, to je pa v bistvu taka ena čustvena naveza, jaz pa tale pianino, dejansko sem igrala 8 let klavir. Tako da ja, imam končano to nižjo glasbeno šolo, nisem za okras tukaj. Tako da pa na kakšnih raznih dnevi so vedno, dej zaigraj kaj, tako da zdaj vam bom tudi pokazala tele veščine gospe Mozart. V glavnem, ja, še zmeraj znam igrati, znam tudi note brati, ampak ne teh idej, ki mi tako na vsakem rojstnem dnevu se najde, a lahko ti zaigraš, ne vem, to pa to še po možnosti kakšnega Halida Bešliča ali pa kaj, ne. In sem jaz tako, ne, jaz rabim note, da dejansko lahko kaj zaigram, ker pač nisem samouk in to ponovadi pač tako, zaigrajo, nimam tazga posluha, no pač sem naučena igrati lepo klavir. Drugače pa ja, tlele imam še par teh slikc, kakšni okraski, lepotilna mizica. Tako moram biti iskrena, ne, bolje tukaj za okrasko, kot za kaj drugega. Včasih sem si ful predstavljala sebe, kako zjutraj vstanem, se namažem, bla bla bla, vse to delam na tej mizici. No, pa ugotoviš, da je to ful nepraktično, da dejansko je postavljena čisto narobe, da bi mogla biti presvetlobi itd. Tako da zdaj pa tam dobro zgleda, no. Ampak tudi to je neki parfumčki, pa tako naredi neki efekt, ko greš v stanovanje. Od spodaj pa ena taka mala skrita omara še čevljev, ampak do tega še pridemo. A moraš kaj povedati? Šampanc? Ne pijem šampanca, tako da ta je samo za okras. Velikrat mi ga radi podarijo, no, tako da to je bil čisto manjši namig. Ne mi tega kupiti. Gremo naprej. Smo že glih tukaj, ne? Vam bom pokazala moj najbolj precious del omare. Ja, temu se reče ljubezen in obsedenost s supergami. In to ni nič po naključju zloženo, da smo se čisto tako na jasnem. Lahko vam takole povem. Se pravi Adidas overall, ne? Jaz mislim, da to že veliko me spremljate, veste. Tlele so Bolt skupaj, potem imamo superstarke, zdaj pa tlele so ene Stan Smithke, pa ene gazelke, potem imamo dvoje NMD-jevke oziroma nomadke. Tole je že malo višji rang superg od Yamamotota. Tele se spet ne moram spomniti, kako se že reče, no... Tubularke, ja, točno. No, in potem sledijo šlapki Adidas, no, potem se pa tukaj Adidas sekcija konča. In gremo na spet nekaj malo bolj zanimivega, Golden Goose, ne vem, če poznate. Niso zmucane, take pač so, to je fora teh superg. Pa valjda ene old schoolke tudi moraš imeti. Potem pa ena manjša sekcija Nike, ker nisem nek fana, ne, to, da smo si na jasnem. Drugače pa ja, imam kar podvige glede superg. Tele pumice so bile tako razprodane po celem svetu, v tej lavender barvi. Čudam se, ali pa še zmeri bo prišel kakšna pošiljka domov za prehitro vožnjo, zaradi tega, ker sem toliko drvela, da bom ujela to trgovino in dobila svojo številko, zato da sem jih pol obula dvakrat. Tako da ne delite tega, ampak to je pač ta ljubezen, ali kaj ne rečem, že od malih nog. To drugi del ni toliko zanimiv, tle so pa petke, pa ne vem kva vse, ampak to je tale, ta pomemben del. To je moja spalnica, ja... spet pol 4. V glavnem, rada imam bele rjuhe, vse, kar je v bistvu fresh, ta fresh videz mi je všeč in pa moraš včasih s čim razbita, zaradi tega, da ne deluje že preveč sterilno vse skupaj, tako da kakšne slike, kot so te, pridejo poštev. Ja, drugače bi mogle biti na steni, ampak oči, če to slučajno gledaš, to nate leti, prosim, prid te luknje zavrtati, zaradi tega, ker ga čakam po mojem že nekih pol leta, da tole končno sposobno, tako da mogoče bo zdaj pomagal. Drugače pa kaj, tlele imam vedno še kakšno knjigo za prebrati, zdaj trenutno imam od Chanel, njeno biografijo, pa najlepše antične pripovedke, to me pa tako na otroštvo spomne. Drugače pa tukaj še en del omar, več ali manj tle so bunde, posteljnina, take stvari, neč pa imam še tlele pod poslo, se da tudi lepo izvleči, tako da je... To je to, ne, v bistvu nobena znanost, svežina in čistoča v spalnici. Gremo naprej. No, zdaj pa smo pri tele moji omari, ki verjamem, da marskoga matra, ne. In jaz se trudim, da je ta omara kar se da pa spravljena, ampak to je cel projekt. To je tako, ob sobotah zložim, čez teden spet tako vstanem zjutraj, kaj bom oblekla, mečem gor nase, ne vem, kaj bom oblekla, naredim cel kaos in pol se to nabere čez teden in pol ob sobotah spet pospravim.
kot iz priloženega bi lahko takoj razbrali, kaj vam najraje, ne. To so sigurno kavbojke, ki jih raje ne bom štela, ampak verjamem, da jih je vsaj 40. To je pač Never Ending Love in dejansko, ko gremo na bavo, si po mojem vsaj ene kavbojke tako prinesem, čeprav, hvala Bogu, po letih vsaj ni, ne, tako da pol po zimi si pa kar eno zalogo naredim. Pa tudi to spet niso vse, ne, moje obleke. Nekaj imam še v trgovini v skladišču, pa še v drugih delih omare. Tako da, tlele, kaj vam povem, no? Kavbojke overall, neke športne opreme. Jaz, če bi se le dala, jaz bi imela vse tako po barvah zložene, da se vse ujema, ampak vedno me neki z sistem, recimo tako kot ta rdeča Adidaska tlele, a ne. Ampak tako je pa lepo, ko so te črte vse skupaj. Tako da tle so pletenince, kopalke, žabe, no takole imam jaz žabe, a veste, ne? Ker jaz, ne vem, seveda smo vsi na istem, ampak žabe si strgam, pa enkrat jih uporabi vržem naprej, a ne? Tako da, še dobro, da imam trgovino. Okej, zdaj pa gremo tukaj naprej, v bistvu in okoli pridemo nazaj, v dnevno sobo. Se pravi, tako krožno prehodno stanovanje. A sem še kaj pozabila povedati? Nisem, a ne, principi še malo pokazati našim prijateljem na YouTubeu. V glavnem, ja, to je moje gnezdece. Upam, da ste dobili neko predstavo, kakšno je, čeprav je tako težko vse nekako posneti. Če vam je všeč, lajkite, subscribite, tako kot sem že povedala. To je to, upam, da je bilo mogoče to za koga tudi inspiracija, da si bo kaj po, ne vem, mogoče malo podobno mojemu okusu opremo svoje stanovanje. To je pa to, se gledamo, ne? Čau!